V nedeljo še zadnja tekma 14. kroga. Koper je doma pričakal nogometaše Olimpije, vodilno ekipo lige, ki je gostovala pri Primorskih z novim trenerjem Slavkom Matićem. Tole pa je že prva akcija za Ljubljančane, hitra žoga proti napadalcu Hentiju, a tokrat je streljal Nigerijec, odlična obramba Kahline, ki je žogo uspel izbiti v kot. Prva akcija tudi Kanarčkov, proti napad za Koprčane po podaji Štulca je prišel do strela Galešič, takole odbita žoga do Galešiča, zatresel je le zunanji del mreže. Še en hiter protinapad za Ljubljančane, izjemna kombinacija je bila to Ontivere in Hentija, ki je premagal vratarja Kahlino za prednost Ljubljančanov 0:1. Tekla je 19. minuta, Olimpija se je znašla v rezultatski prednosti. Še enkrat je pokazal Henti, kako dober nogometaš je v letošnji sezoni igral v izjemni formi. Tole je bil njegov 6. gol v letošnji prvi ligi, Koper pa se je znašel v zaostanku. Do konca prvega polčasa še prekršek Matica Finka nad Rahmanovićem. Tokrat je Ljubljančan prejel rumeni karton za tole potezo. Do konca prvega polčasa še ena obetavna akcija, tu je bila priložnost za Zmajčke, do žoge je prišel kronometer in za nekaj centimetrov zgrešil vrata Kopra, ostala je pri minimalni prednosti. Drugi polčas pa je Koper začel sanjsko, tole je že kombinacija Tomačih za izenačenje, podal je Lotrič, Josip Ivančič pa je zatresel mrežo Olimpije in s tem tudi izenačil v prvi minuti nadaljevanja že gol v mreži vratarja še lige. Hitro izenačenje, Koper se je pobral in tekma je bila ponovno popolnoma odprta. Henti pa je še enkrat stopil na sceno, tole je bil že izjemen prosti udarec po dobri uri igre, nov gol za Ljubljančane. Ezekiel Henti je še enkrat zaključil v mrežo Kopra za 1:2. S pomočjo vratnice je premagal Kahlino, ki je bil blizu, ampak tokrat je žoga vendarle končala v mreži. Koprčani nevarni, po podaji Ivančiča si je priboril strel Goran Galešič, takole mimo vrat Olimpije, ostala je pri prednosti Zmajčkov, prosti strel za Zajca, dobra obramba Kahline po strelu Mihe Zajca in še en kot za Olimpijo. Potem pa še zadnja minuta tekme, zadnja minuta sodniškega podaljška. V 94. minuti je Matic Fink storil grob prekršek nad Škarjancem in dobil še drugi rumeni karton, kar pa meni, da bo manjkal v prihodnem krogu, ko bo Olimpija doma pričakala Maribor. Na sporedu bo večni derbi, Olimpija pa bo tekmo igrala brez Matica Finka. Kljub temu pa še vedno lepa prednost na prvem mestu, ob zmagi pri Koprčanih z 2:1. Ja, jaz sem zadovoljen s svojimi fanti, ki so dali svoj maksimum, pokazali so, da imajo veliko srce, imajo izjemen karakter, ampak nekaj nam še manjka. Moramo se uigrati, manjka nam nekaj fizične pripravljenosti, ki je potrebna za ta nivo. Danes smo videli dobro tekmo dveh ekip, ki želita igrati dober nogomet. V tem kratkem času, ko smo skupaj, smo nekatere stvari izboljšali in danes je bil morda najrealnejši tudi remi. Ja, čestitke najprej mojim fantom za srčno borbo in za 2 zadetka. Igrali mogoče nismo najbolje, to da v Kopru je zmeraj zelo težko, trda, agresivna ekipa. Videli smo, na kakšen način bodo igrali. Bili smo slabši malce v sredini začetka, potem pa z vstopom Zajca Kopuna se je to obrnilo. Hentijo vsaka čas, 2 izredno lepa zadetka, vsaka čas pa s tem fantom. To zmago pa podarjam, da podarjamo našemu predsedniku Milanu Mandariću, ki bo te zmage, on že ve zakaj, zelo, zelo vesel, tako da mu čestitam.